Gospod Dimic, prvi odziv vaši stranki je bil, da bi zaradi odločitve ustavnega sodišča morali prevzeti odgovornost tako predsednik vlade kot Robert Golob. Še stojite za tem, glede na to, da recimo gospa Kozlovič, ki je z nami, pravi, da odločitev ustavnega sodišča ne prinaša nobene drame? Glejte, dejstvo je, da je odločitev ustavnega sodišča velika in močna klofuta tej vladi. Kaj je, bom rekla, zaradi te napovedane reforme za paciente boljše? Ali so se v tem času skrajšale čakalne vrste? Ne, nasprotno. Ta vojna, ki se je zaostrovala z zdravniki in zdravstvenimi delavci, tudi na področju ločevanja javnega in zasebnega, je praktično naš zdravstveni sistem razsula. In to je seveda ugotovilo nenazadnje tudi ustavno sodišče in primazalo dobesedno eno tako veliko klofuto vladi. Gospa Kozlovič, se strinjate s tem? Absolutno se ne strinjam in v bistvu bi si želela, da bi si v opoziciji celotno odločbo, vključno z ločenimi mnenji ustavnih sodnikov, prebrali. Namreč, če bi si v celoti prebrali vse objavljene dokumente, bi videli, da je ustavno sodišče reklo, da je koalicija, ki vodi Svoboda, na pravi poti, da je zdravstvo, krepitev javnega zdravstva legitimen in ustavno dopusten cilj. In še več, rekli so, da je to naša dolžnost, da poskrbimo za krepitev javnega zdravstva, za krepitev javne zdravstvene mreže in mi v bistvu točno to počnemo. Zakaj ni nobene drame? Namreč ustavno sodišče je razveljavilo 2 stavka v enem odstavku enega člena, medtem pa je odločilo, da so 2 druga člena v delu, ki so bila presojana, da niso v neskladju z ustavo, kar še dodatno potrjuje, da smo pri obravnavi tega zakona šli po pravi poti. Sedaj ta odločitev je lahko en kamenček na tej poti zdravstvene reforme. Opozicija seveda tudi zaradi bližajočih se volitev želi to prikazati kot neko skalo, v katero smo se mi zaleteli, kar absolutno ne drži. Mi v bistvu odločitev ustavnega sodišča, ki ga spoštujemo in seveda ga bomo tudi v nadaljevanju odpravili, kar so ugotovili za sporno, je pomembna in v bistvu nam koristi, zato ker so nam pri odločbah, torej pri obrazložitvah, so nam v bistvu pomagali poiskati pot za bolj odmerjene rešitve pri nadaljnjih korakih, razmejevanja javne in zasebne koristi interesov v javnem zdravstvu. Tako da zdaj bližajo se volitve. Kaj pravite na te argumente, ki smo jih slišali doslej, pa gremo naprej, gospa Kozlovič? Jaz lahko rečem, da smo vam ves čas govorili in seveda je ustavno sodišče to odločilo, da ste šli po napačni poti. Vi ste izbrali napačno pot, vi ste šli v slepo ulico in zdaj ste prišli na konec te poti in ustavno sodišče je to povedalo, da tako ne gre več. In vi ste celotno reformo stavili ravno na to, kako boste razmejili javno in zasebno, kar je napačna pot. Vi bi mogli najprej iti v to, da spremenite organizacijo in delovanje javnih zavodov, njihovo vodenje. Tam se je pokazalo največji primanjkljaj. Lahko rečem, danes lahko vidimo, kako je, da imamo bi rekla, zgodovinske izgube javnih zdravstvenih zavodov, ki jih bomo seveda krili mi oziroma državni proračun in posledično vsi davkoplačevalci. Plus tega, da imamo vedno višje stroške za zdravstvene storitve. Mene pa skrbi, kje so tukaj pacienti, ki vedno daljše čakajo v čakalnih dobah in čakajo na storitve, ki jih praktično ni. In javni zdravstveni zavodi imajo izgube in mi moramo vse to plačati. Skratka, to je res velika klofuta. Upam, da se boste zamislili nad vsem tem, kar počnete z zdravstvenim sistemom. V 4 letih ga niste sanirali, ampak do dobra razštelali in seveda zdravniki, zdravstveni osebje odhaja in imamo težave, že kadrovske težave imamo po javnih zavodih. Gospa Kozlovič. Ja, jaz obžalujem, da imamo v Sloveniji očitno premalo odgovornih politikov, ker odgovorni politik si prebere odločbo podrobno in jo skuša razumeti. Zdaj,
Kot sem že uvodoma povedala, Ustavno sodišče je ugotovilo, da je pot in legitimen cilj pravi, torej da je Svoboda s koalicijo skupaj na pravi poti, da obstajajo že drugi mehanizmi, kako lahko pridemo do istega cilja, in v bistvu sam v tem delu je reklo, da smo šli morda predaleč, da obstajajo že obstoječi določbe zakona, ki bi omogočili dosego istega cilja. Zdaj, tudi absurden je očitek, da je s tem zdravstvena reforma zaključena, da je propadla. To je prav žalostno. Tudi spet odgovoren poslanec bi mogel vedeti, katere zakone sprejema v Državnem zboru. V tem mandatu smo sprejeli vrsto reformnih zakonov, ki so tudi 20 let stali v predalu, kar pomeni, da samo dokazuje, da se zdravstvena reforma še kako izvaja, še kako skušamo krepiti javno zdravstvo. Rezultati tudi se počasi vidijo. Seveda ne gre iz danes na jutri, vseeno govorimo o sistemu, v katerega se resno ni zagrizlo že več desetletij in so se problemi kopičili, in vseh problemov tudi v 3 letih in pol je nemogoče rešiti. Žal nimamo magične palčke in tudi nihče pred nami je ni imel. Namreč, če bi bilo tako lahko rešiti vse izzive, bi bili vsi ti izzivi že zdavnaj rešeni in bi se danes morda pogovarjali o kakšnem drugem izzivu, ki nas bi čakal. Glejte, s to reformo ste do dobra globoko zabredle. Reformo ste umetno postavili na ločevanju zdravnikov med tistimi, ki delajo v zasebnem in v javnem. Ta reforma ni bila dobro zastavljena in ne vem, kako lahko rečete, da branite javni zavod. Lejte, Evropska komisija je v septembru dala ven priporočila za države članice, da morajo razširiti javna in zasebna partnerstva ter medsektorsko sodelovanje. Vi ste šli s to reformo čist v kontrasmer. Vsa tujina izvaja neko sodelovanje javnega in zasebnega, vi ste to zapisali, da je to nemogoče, in zdaj Ustavno sodišče vam to reklo, da ste narobe zapisali. Kakšna uspešna reforma je to? Veste, kaj bi bila uspešna reforma? Če bi danes imeli manjše število čakajočih na dopustno dolgo dobo v slovenskem zdravstvenem sistemu, pa imamo višjo. Se pravi, nič vam ni uspelo. Glejte, zelo jasna je razlika med nami, torej med koalicijo in opozicijo. Mi postavljamo v ospredje pacienta, opozicija ves čas postavlja v ospredje dobičke in določene interesne skupine. Jaz mislim, da se očitno moramo kot družba vprašati, ali bomo postavili v ospredje javno, solidarno in neprofitno zdravstvo ali pa profitno zdravstvo, dobičke. Jaz mislim, da je odgovor pri Svobodi jasen, vedno bo pacient na prvem mestu, in jaz bi si res želela, da bomo tudi v prihodnjem mandatu še naprej krepili in ohranjali javno zdravstvo. Jaz obžalujem, da kolegica očitno ni prebrala niti ugotovitev Računskega sodišča, KPK, na zadnje julija 2025, s tem, da KPK opozarja na različne konflikte interesov, tako imenovane dvojne prakse mešanja javnega in zasebnega že od leta 2007, in poziva vlado in zakonodajalca, da sprejme ukrepe, ki bi to preprečila. In enako ugotavlja tudi Ustavno sodišče v odločbi, ki jo je izdalo, in mi ne delamo nič drugega, na kar že desetletja opozarjajo različne institucije v državi, pa ne samo one, tudi zdravstveni delavci in sodelavci že desetletja, že praktično ptički čivkajo na vejah, da je treba te izzive rešiti, in novela Zakona o zdravstveni dejavnosti nekaj teh izzivov rešuje. Zdaj v zakon samo še to vas... Gospa Kozlovič, samo malo, da odmerimo čas približno enako. Gospa Dimic ima zdaj repliko. Povedali ste, napačno ste izhajali. Rekli ste, dobičke bomo pregledovali bomo poslovanje. Kje so tukaj ljudje? Kje so tukaj tisti, ki čakajo v čakalnih vrstah tudi po več let? Kje so tle tisti, ki grejo lahko v tujino na storitev, na operacijo in jim ZZZS povrne, v Sloveniji tega ne morejo? Kje so te ljudje? Če bi vi imeli te ljudi v ospredju pred očmi, potem bi vedeli, kaj morate narediti, da bodo te ljudje prišli čim prej do storitve.
V Novi Sloveniji smo se odgovorno obnašali celoten mandat, ki je bil. Še en mesec, še eno sejo imamo redno. 4-krat smo vložili zakon, ki bi skrajšal čakalne vrste na način, da bi uporabili vse proste kapacitete v slovenskem zdravstvenem sistemu. Slovenija je majhna, 2 milijona nas je in vsi zdravniki so in vsi zdravstveni delavci, vse medicinske sestre so pravo bogatstvo za to državo in če bi upoštevali tako predloge Nove Slovenije, kot tudi zaveze Združenja za pacientove pravice, bi seveda vedeli, da je potrebno uporabiti vse proste kapacitete za skrajševanje čakalnih dob, ki so nad dopustno mejo in ravno te se v teh 4 letih znatno povečujejo. In tukaj niste uspeli popolnoma nič narediti in ta Ustavno sodišče vam je dalo klofuto in jaz mislim, da se morate tukaj ustaviti in zamisliti. Gospa Kozlovič, povejte nam, potem pa seveda še replika, kaj zdaj naprej? Boste v Gibanju Svobode, 1 leto je dalo Ustavno sodišče, da se ta člen spremeni, boste v Gibanju Svobode dali inicijativo, da vlada poskuša to urediti še pred volitvami, da se ta recimo zakon spravi in popravi ta člen še pred volitvami? Zdaj, zagotovo mi smo že v akciji in že pripravljamo rešitve. Kot sem že povedala, je Ustavno sodišče v svojih odločbah in v ločenih mnenjih dalo že, pokazalo neko pot in tudi predlagalo nekaj rešitev. Mi jih bomo seveda proučili in se potrudili vsaj do konca mandata pripraviti nekaj rešitev. Žal, zakonodajni proces je tak, da se morebiten vložitev zakona o zdravstveni dejavnosti bi bila blokirana zaradi drugih že vloženih zakonov, ampak ne glede na to, časa nam je dalo Ustavno sodišče 1 leto, mi se bomo pa potrudili, da čim prej pripravimo eno tako rešitev, ki bo sorazmerna in verjamem, da v tem primeru tudi Ustavno sodišče ne bo imelo večjih zadržkov. Menite, samo na kratko, da se da to rešiti še do izteka sedanjega mandata parlamenta ali menite, da bo to reševala že naslednja vlada? Glejte, zagotovo ne. Če bi želeli, da bi denar sledil pacientom, bi seveda bil že prvoten zakon tako spisan, tako pa jaz mislim, da je konec in me res žalosti to, da ljudje čakajo. Najlepša hvala obema, da ste bili naši gosti. Hvala vam. Hvala.